Torej, situacija s Tatom postaja vse bolj zanimiva. Pravkar sem prišel iz sodne obravnave in še vedno so v priporu tukaj. Poteka tiskovna konferenca in tukaj so najnovejše informacije. Tožilstvo namreč trdi, da bi morali ostati v priporu in da bi se moralo vse nadaljevati tako kot do zdaj, ter da bi morali biti, ne vem, v samici in 23 ur na dan zločinci, morilci in ljudmi, ki naj bi predstavljali nevarnost za javnost. Vendar pa, ko je obramba vprašala, ali lahko prosim predložite kakršenkoli dokaz, karkoli, kar je Združeno kraljestvo posredovalo, je obramba rekla, da ne vedo, nimajo celotnega paketa ali pa bo morda trajalo 60 dni, da prejmejo kakršnekoli informacije in celoten paket in šele na to ga bo prejela tudi obramba. Andrew Tate je popolnoma vedel, da bo aretiran. Saj je izvajal strategijo na družbenih omrežjih, ki je skoraj genialna. Da bi poskušal prepričati množice, da je vse to ena velika izmišljotina, ena velika zgodba o vladnem nadzoru, da bi utišali ljudi in jim odvzeli svobodo govora. In seveda obstaja toliko obremenilnih dokazov o tem, kaj je Andrew Tate rekel in naredil, kar skoraj potrjuje dejstvo, da je bil aretiran. Vendar iz zapora ali morda njegova ekipa za družbeno omrežje zunaj zapora objavlja, kako je podvržen najhujšim razmeram in kako je to nečloveško. In prav tako hvali ljudi, ki stojijo pred njegovim zaporom z napisi, ki ga slavijo in ga imajo za nedolžnega. Zdaj je zanimivo, ker imamo dejanske posnetke od zunaj zapora, na katerih je on. V redu, poglejte ta video za trenutek. Oboževalec je posnel zapor in tukaj je Andrew Tate. Mislim, spet, ni najboljši posnetek, ampak v tem videu naj bi izvajal aikido, za kar mu vsi čestitajo. Ampak tukaj ga imate. Tukaj je Andrew Tate in res je zanimivo pomisliti, da smo zdaj v času, ko lahko ljudje snemajo zapornike od zunaj. Kaj ne? To je noro. Ampak še več kot to, tle je Andrew Tate, ki tem ljudem govori, naj pridejo ven s transparenti. Naj pridejo ven s transparenti. Kar je že samo po sebi zanimiva zgodba. Obstaja še en posnetek, kjer ga opazijo. Ampak to, kar Andrej trenutno poskuša narediti, je izkoristiti svojo slavo, sposobnosti in znanje, da bi postal javna osebnost. Saj ni kar tako skočil iz nikoder. Očitno je imel zelo premišljeno strategijo izrezkov, kjer je bil ta tip nenadoma povsod s posnetki in podobnim, govoril je sporne stvari, dokler ni res postal ogromna megazvezda. Ampak na spletu je toliko dokazov o njem, kar je res neprijetno. Ampak s svojo aretacijo je uspešno ustvaril razpravo o tem, ali je to namerno uperjeno proti njemu. In on to samo še bolj in bolj spodbuja. Mislim, poglej za trenutek njegov račun na X, prav? To je on, 8. dan v posebnem zaporniškem oddelku. To je kaznovalni oddelek za vsakogar, ki ubije svojega sojetnika v celici. Ni dostopa do zaporniške trgovine, ni telefonskih klicev, ni časa na dvorišču. Najslabši možni pogoji, ki jih ameriška vlada nudi teroristom in psihopatom. Nedolžen sem, dokler mi ne dokažejo krivde. Izročitev zame ne obstaja. Želi me tuja država. Sem ameriški državljan. Zakaj sem tukaj? Prav, v redu. In on je tukaj. 7. dan sem v posebni enoti za bivanje. Dovolili so mi 1 uro dnevne telovadbe, samo 2-krat. 5 dni sem ostal v svoji celici 24 ur, popolnoma prezrt. Niti enega paznika nisem videl. Ali ni to nezakonito? Ali ni 1 ura na dvorišču zakonsko določena? 7. dan namišljeno. Kot da gre skozi vse to in objavlja 6. dan svoje izkušnje iz zapora in, kar je še pomembneje, spodbuja ljudi, ki pravijo, da je vse to teorija zarote. Torej, situacija s Tatom postaja vse bolj zanimiva. Pravkar sem prišel iz sodne obravnave in še vedno so v priporu tukaj. Poteka tiskovna konferenca in tukaj so zadnje novice. Zadnje novice. Pomembno je vedeti, da ko rečejo, da je v zaporu, je dejansko v pripornem centru, zato lahko vidite van, ker v običajne zapore ne bi mogel. Tožilstvo trdi, da bi morali ostati v priporu in da bi se to moralo nadaljevati tako kot je, ter da bi morali biti, ne vem, v samici in 23 ur na dan zločinci, morilci in ljudmi, ki naj bi bili nevarni za javnost. Vendar pa, ko je obramba in tukaj so odvetniki, ko so spraševali, ali lahko prosim predložite kakršenkoli dokaz, karkoli, kar je Združeno kraljestvo predložilo, je obramba rekla, da ne vedo, da nimajo celotnega paketa. Morda bo trajalo 60 dni, da prejmemo kakršnekoli informacije in celoten paket in šele na to ga bo prejela obramba. Kako le potem sploh nasprotujejo samici in priporu? Kako naj grejo na zaslišanje o priporu, ki je zdaj? Mislim, imamo dovolj dokazov, lahko jih pokažemo v trenutku. Video posnetki, kompilacije, ki jih je pripravil Milk Top Bar TV, prikazujejo različne stvari, ki jih je rekel, vključno s priznanjem, da je posiljeval ljudi in da jim bo to všeč. Ampak ni samo on v zaporu. V zaporu je skupaj s svojim bratom Tristanom Tatom, ki je na mnoge načine skoraj enako problematičen, če ne celo na isti ravni. Ampak jasno je, kakšna je strategija. Gre za to, da mediji sodelujejo in ustvarjajo dovolj pritiska z apeliranjem, kot da ni nobenih dokazov.
To nima smisla. Samo poskušajo nekaj doseči, to so si izmislili in tako naprej. In celo ljudi spodbuja, da pridejo ven s transparenti, kot je Tate je naš junak. Vidim te, G, kaj ne? Takšne stvari objavlja iz zapora. Poglejte tega tipa. V redu, vsi skupaj. Trenutno sem pred zaporom, kjer je zaprt Andrew Tate. In prto tukaj ne vidim nikogar, stari. Ni niti enega. Res je, dežuje. Ampak stari, ni niti ene osebe s transparentom ali na kakšnem protestu ali čim podobnim. Fantje, poglejte to. Prepričan sem, da je tam zgori, to je ena od teh stavb. Močno dežuje, ampak tukaj ni nikogar. Kaj se dogaja? Mislim, nisem prepričana, na kaj se nanaša. Morda Tate v enem od svojih milijon tweetov iz zapora ali pa njegova ekipa na družbenih omrežjih, kot smo že rekli, trdi, da ljudje zunaj protestirajo proti tej norosti. Ampak spet, to je njegov slog. Poskušal je ustvariti javni pritisk, ker se zaveda, da ga Združeno kraljestvo kot javno osebnost poskuša uporabiti kot primer, kaj se zgodi, če širiš nore ideologije na spletu. Samo opomnik, prav? Ker mislim, da je to pomembno. Združeno kraljestvo ima dolgo zgodovino aretiranja vse napačne ljudi. V redu, niso na strani tistih, ki mislijo, da je Andrew Tate dobra oseba. Mislim, da je ogavno človeško bitje z ogavnimi ideologijami. Vendar pa je Združeno kraljestvo zelo pripravljeno aretirati ljudi, ki nekaj povedo na družbenih omrežjih. A se zdi, da ima nekoliko več težav, ko gre za dejanske posiljevalce. In mislim, da že samo na podlagi tega argumenta obstaja na internetu veliko prostora za razpravo o tem, ali je Tate res v težavah in ali je res problematičen ali pa ni. Zdaj, imam svoje lastne videoposnetke, ki sem jih gledala in mi dajo občutek, da pravzaprav sploh ni pomembno, ali imajo dejanske dokaze ali ne. Definitivno obstaja nekaj, kar nakazuje, da Tate morda ni samo ta nedolžna, čudovita oseba. Mislim, poglejte to in povejte, kaj mislite. Samo opomnik, da je naredil celoten video. Dolg je 3 ure in 21 minut. Ogledalo si ga je že skoraj 10 milijonov ljudi, čeprav sem prepričana, da so ga gledali tudi na drugih platformah. In naredil je celoten video o tem, zakaj so ga aretirali. Torej, se je na to pripravljal že nekaj časa. Ne samo, da je strategija na družbenih omrežjih tako zelo jasna, ampak obstaja tudi video, dolg 3 ure, ki razlaga, zakaj je sistem tako pokvarjen. Mislim, jasno je, da je vedel, da se bo to zgodilo. Ampak poglejmo za trenutek Tristana samo nekaj stvari, ki jih pravijo. Naj ti povem nekaj o tej cigari. To je kot bi vzel nedolžnost res lepi ženski. Jaz imam to izkušnjo in nihče drug je ne bo imel nikoli več. Seveda, odvzem nedolžnosti te ne naredi kriminalca, ampak takšen video je opomnik na miselnost, ki jo imajo te ljudje. Je malo boljše, ampak pravi užitek je v tem, da bi si nekdo drug to želel imeti. To je vulgarno, oni so vulgarni. Te moški so vulgarni. Mislim, posluši tole, ta je nor. Sem slab človek. Ker bolj, kot ti ni bilo všeč, bolj sem užival. Všeč mi je bilo, kako zelo si to sovražila. To me vzburja. Zakaj sem takšen? Zakaj? Medtem ko sva imela spolni odnos, mi je položil roko na vrat in me dušil, dokler nisem izgubila zavesti. Ampak še vedno je imel spolni odnos z mano, ko sem nekako spet prišla k sebi. Vidiš, veliko ljudi bi to označilo kot problematičen dogodek. Jaz sem eden najnevarnejših moških na tem planetu. Včasih pozabiš, kako zelo imaš srečo. Da si imel priložnost, da sem te jaz pofukal? Bi raje, da te pritisnem ob tla in te prisilim v stvari, ki ti niso všeč. Ali pa ti to ne bi bilo všeč. Mislil sem, da lahko s tabo naredim, kar hočem. To je to. Jaz sem najpametnejša oseba na tem planetu. In potem je naslednji dan ena od beločnic postala popolnoma rdeča. Očitno je to precej pogosto v primerih nasilja v družini, ker mislim... Veš, to je tista vrsta video vsebine, ki jo vidiš o njem, kaj ne? In kot sem rekla, imaš tudi Tristana. Ona je Olivia, Jezus Kristus. Bil sem drugi moški, s katerim je kdajkoli spala v svojem življenju. Čudovite, velike, naravne prsi. Tako prikupna. Človek, njo je bolelo vsako sekundo, ko sem to počel, ampak meni je bilo prijetno. Koga pa briga? Zdaj, spet imaš te prepotentne brate, katerih celotna osebnost je, da so najtrši, najhujši, radi se hvalijo in govorijo na veliko. Zato nikoli ne veš zagotovo, ali je to res. Ampak to je vrsta vsebine, ki jo širijo na spletu. In to je pogled, ki ga imajo ne samo na ženske, ampak tudi na to, kdo so in kako si zaslužijo te stvari. In imam teorijo, da je zelo nenavadno, ko gledaš nekoga, da je popolna oseba, potem pa stori zelo resen zločin.
Običajno je bolj verjetno, da so bili drobci dokazov, da ta oseba ni ravno popolna. In ko imaš takšne ljudi na spletu, ki nenehno govorijo o tem, če in kako in kaj lahko naredijo, da škodujejo ženskam in kako jim je to všeč, ter uživajo v tem, ko drugim to ni všeč in vse te stvari. Meja med tem, da je to zabaven, seksi pogovor in tem, da to morda ni ravno izkušnja ženske, je zelo tanka. Mislim, lahko me imenuješ genika, ampak imam občutek, da je morda nekaj na tem. Spomni se, aretirani so zaradi več 10 primerov morebitnega spolno neprimernega vedenja. Mislim, več 10. Mislim, da je natančno število 52 mogoče. Nisem prepričana, to lahko preberemo čez trenutek. Ampak to je ena od stvari, ki so jih širili na spletu in je del razloga, zakaj so sporni. To je del razloga, zakaj jih ljudje ne marajo. Spet, ni samo to vrstno vedenje, kot naprimer, bila sem neprimerna do žensk, radi tudi govorijo o tem, kako so dekleta izkoriščali za prostitucijo. Vse, kar sem hotel, je bilo zaslužiti denar. Celoten moj pristop je bil, da sem seks uporabljal kot orodje, da bi me ženske vzljubile, mi bile poslušne, živele pri meni in mi prinašale denar. To je bilo tisto, kar sem hotel. V tem smislu sem bil zvodnik. Biti v kickboksu, vidiš, če ti je tako udobno govoriti o tem na spletu, je velika verjetnost, da si sumljiv. Ja. Playboy, zvodnik. Za zdaj sem zadovoljen s temi oznakami, ampak večina mojega denarja ni bila zaslužena z borbami. Moj denar je bil dejansko zaslužen v poslu zvodništva. V poslu zvodništva, sem zvodnica. Prav. Je eden tistih bedakov na spletu, ki samo želi pokazati, kako velik in kul je? Ja, mogoče. Ampak tudi, ko je toliko obtožb proti tebi, je na neki točki mogoče, da komu to ni bilo všeč. Neka punca tam zunaj ni cenila, da si jo pripeljala do tega, da se je zaljubila vate, samo zato, da bi jo izkoristila za objavo neprimerne vsebine na spletu in z njo zaslužila veliko denarja. Če boš vedela preostanek tega videa, morda bomo prišli do tega. On celo razloži strategijo, kjer pravi, poskrbi, da jim vzameš potni list, da nikoli ne bodo mogle oditi. Res gre v podrobnosti o tem, kako po njegovem mnenju lahko moški zlorabljajo ženske. Iskreno je kar šokantno, kaj ne? In že samo zaradi takšne vsebine bi si mislila, da bi jih nekdo prej ali slej lahko aretiral. Ne pretvarjam se, da sem pravna strokovnjakinja, o tem govori veliko pravnih strokovnjakov. Vem, da je velika razlika med tem, da misliš, da je nekdo kriminalec in dokazi, ki jih moraš predložiti na sodišču, da ga lahko aretirajo. Ampak rekla bi, da dejstvo, da ljudje gledajo na ta primer z vidika vlade in pravijo, ja, zdaj imamo tudi izpovedi, ženski so spregovorile in povedale, da so bila vedenja neprimerna, torej nisi nora. Ničesar si ne izmišljuješ iz nič, to je zagotovo. Ali bo ostal v zaporu, če mu uspe z njegovo spletno misijo doseči pritisk javnosti, da Amerika ne bi poslala njega v Združeno kraljestvo, kar je tisto, kar poskuša doseči? Ne vem. Ampak preberimo si za trenutek nekaj na njegovem profilu na omrežju X, ker se mi to res zdi fascinantno, prav? Torej, ima pripeto objavo, zakaj so me aretirali. Tukaj govori o tem, kako je Združeno kraljestvo propadlo. Prijazen opomnik za vse doma. Vlada Združenega kraljestva ji ni mar za ženske. Samo opomnik za vse. Združeno kraljestvo ga je aretiralo in aretirali so ga na ameriških tleh. In Amerika mora zdaj odobriti izročitev Andrewa Tatea v Združeno kraljestvo, kar bi ga lahko potencialno rešilo. Vemo, da bi bilo Združeno kraljestvo zelo veselo, če bi iz Andrewa Tatea naredili škandal in tudi on to ve, zato je javni pritisk, da se to ustavi. To omogoča, da tope za spolno izkoriščanje mladih delujejo desetletja. Njih ne zanima. Tega sploh ne bodo preiskovali. Niti pogledali ne bodo. Odprli so meje in dovolili vstop milijonom moških vojaške starosti, Bog ve, odkot prihajajo, brez potnih listov. Nihče ne pozna njihovega kazenskega dosjeja iz vprašljivih držav. Tukaj spet samo poskuša dokazati, da želijo sestaviti primer proti meni. Želijo iz mene narediti primer, čeprav jih v resnici sploh ne zanima. In glede tega se z njim strinjam. Mislim, da britansko vlado sploh ne zanima spolno izkoriščanje, še posebej, ko gre za rasizem. Radi izpostavljajo stvari, ki jim prinašajo javno priljubljenost. In za njih bi bila aretacija Andrewa Tatea izjemna zmaga. Prav tako pa je res, da je Andrew Tate odvraten človek, ki bi ga morda morali aretirati zaradi nekaterih stvari, ki jih je storil. Zdaj, zadnja 4 leta sem bila na nek način v neki obliki pripora. Svobode nisem okusila že dolgih 40 let in nikoli nisem bila obsojena za noben zločin. Postopek je kazen, kaj ne? Torej, on to poudarja. Ves dan hodiva gor in dol po celici skupaj. Že leta ga nisem slišala tako jasno. Tukaj je, odkar sem prišla. In oče mi pravi, naj nikoli ne obupam. Nov kazenski primer, Združeno kraljestvo je spet padlo. Anglija se dobesedno razpada. V Združenem kraljestvu imamo prav vse težave, s katerimi se lahko sooča družba. Prav? Torej, on kar naprej govori o tem, kako poskušajo pripraviti primer proti meni. In Liza Olizel čaka, da bo nekdo naredil pravo stvar. A to se nikoli ne zgodi. Prejeli smo na tisoče pisem iz Združenega kraljestva.
Pravijo, da smo junaki, da nas imajo vsi radi in da v Združenem kraljestvu nihče ne verjame vladi. Sprašujejo tudi, zakaj me ZDA tako obravnavajo. Želim si, da bi imela odgovor. Tukaj pripelje dva različna odvetnika, Roberta Barnesa in Vivo, ki razpravljata o tem, ali je lahko aretiran ali ne. Pravzaprav bi me zanimalo, kaj imata za povedati. Kar naenkrat, iznenada, začne biti političen za približno 1 leto, leto in pol, začne resnično dobivati zagon, ker je našel ustvarjalen način, da ljudje podprejo njega in njegovo sporočilo. In potem ga nenadoma začne romunska vlada kazensko preganjati. Spet teorije zarote, vprašanje in razprave o tem, ali je to potaknjeno ali ne. 11. dan. Bojda Poga, to je kaznovalni oddelek za ljudi, ki ubijajo svoje sojetnike. Prav, motila sem se. Ni bil tam 20 dni, tam je skoraj 11 dni. In tukaj trdi, da je o tej posebnem zaporniškem oddelku in očitno Grok pravi, da se ne uporablja izključno kot kaznovalni oddelek za tiste, ki ubijajo svoje sojetnike, teroriste ali psihopate. Večina zapornikov je tam v pravnem priporu zaradi varnostnih razlogov. On je tam zaradi obtožb posilstva, trgovine z ljudmi in otroške pornografije. In tukaj spet, on ali njegova ekipa objavlja in objavlja in objavlja, zakaj so ga aretirali. Govorijo o vseh težavah, ki se dogajajo. Na mojem oddelku je veliko manj paznikov, kot takrat, ko sem prvič prišla v ŠU. Tukaj je srhljivo tiho. Nikoli si ne bi vzela življenja. V 10 dneh zapora sem bila na rekreaciji samo 3-krat. 7 dni sem bila 24 ur na dan zaklenjena v svoji celici. Kakšne so pravice ameriških državljanov? Sistem me sovraži, ker tisti, ki imajo oblast, jo uporabljajo samo za laganje. Avtentičnost velja za grožnjo, ker moja avtoriteta izhaja iz navdiha, ki ga daje milijonom mladih moških po svetu. Zato me sovražijo. Koliko Epsteinovih prijateljev je bilo aretiranih s strani 15 ameriških maršalov pod grožnjo orožja? Pišite mi v zapor na ta e-poštni naslov. On kar naprej govori in poskuša ustvariti to zgodbo. In mislim, da upa, da ga bodo zaradi tega izpustili. Videli bomo, kam uša ta zgodba. Kot sem že rekla, mislim, da je resnica na obeh straneh. Ne vem dovolj o pravnih postopkih, ki je potrebna, da ga dejansko aretirajo in kaj se bo zgodilo. Vse, kar lahko rečem, je tole. Če si nekdo, ki je dovolj neumen, da se na spletu hvali, kako rad počneš nezakonite stvari, se ti to lahko nekoč maščuje. In poleg tega, če si boš ustvarjal sovražnike v vladi, bodo morda tudi oni poskušali najti nekaj, s čimer te bodo spodnesli. To je pač resnica sveta. Je vlada dobra? Ne mislim ravno tako. Je Andrew Tate dober? Zelo jasno mi je, da ni. Je mogoče, da je vse to zrežirano? Da. Je mogoče, da obstaja tudi veliko dokazov in da britanska vlada končno nekaj naredi, da zaščiti ženske? Ja, to je mogoče. Nekaj časa še ne bomo vedeli. Kakorkoli, to je zgodba o Andrewu Tateu in Tristanu Tateu. Hvala za vašo pozornost pri tej zadevi.